Na Ministrstvu za kulturo nas je junija lansko leto pričakalo resnično nezavidljivo stanje. Javno obljubljeni projekti niso imeli finančne podpore, niso bili uvrščeni v nacionalne razvojne programe, popolnoma je bil pretrgan ves dialog s civilno družbo. Iz nevladnih organizacij na področju kulture si je vlada naredila nasprotnike, kar se je pokazalo tudi danes, in znižali so sredstva za njihove programe, njihovo mesto so brez dialoga z vsemi deležniki želeli nameniti Prirodoslovnemu muzeju, katerega v to debato prav tako niso vključili. Zaupanje javnosti v ministrstvo je bilo resnično na najnižji točki in to si zgolj nekaj primerov. Namesto da bi prejšnja vlada in ministrstvo se ukvarjali z reševanjem številnih problemov na področju kulture, tudi tistih, ki so se kopičili, in tistih, ki jih je prinesla epidemija, so raje našli čas za hitrsko in amatersko ustanovitev muzeja osamosvojitve, ki pa je simptom pravzaprav delovanja prejšnje vlade. Očitki v interpelaciji so seveda vsi neresnični, gre za zavajanja in manipulacije in je povsem jasno, da smo jih že večkrat in jih bo tudi ta razprava tukaj vsakega posebej ovrgla. Muzej je bil, kot že večkrat rečeno, ustanovljen brez jasne strokovne razprave. Zakaj je ni bilo, je odgovor na tisti strani. Prav tako brez vizije, mimo opozoril vse strokovne javnosti, izpolnjeval ni nobenih strokovnih standardov in, če povem drugače, ni imel ne prostorov, ne zbirke. Gostoval je takrat, ja, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, torej tistemu, s katerim smo zdaj oba zavoda tudi združiti. In še več, ni bil na začetku niti vpisan v register muzejev. Tako resna država ne ustanavlja resne institucije. Poleg tega je prejšnja vlada ob ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve bodoči prostor zanj namenila v prostorih Arhiva Slovenija na Poljanski cesti in temu arhivu so bili prav te prostori dodeljeni že leta 1994 in na ta način je ogrozila dve desetletji trajajoča prizadevanja za prostore arhiva. In treba je še enkrat poudariti, ne glede na to, kar boste v razpravi slišali, tam obstaja samo en veljaven gradbeno dovoljenje in načrt, in to je za prenovo Arhiva Slovenije. Ta ni bil spremenjen in prejšnja vlada ga ni spremenila. Ne smemo pozabiti ob tem tudi na dejstvo, da imamo številne druge institucije, ki se s tem zbiranjem, interpretiranjem gradiva že ukvarjajo se uspešno, kar kaže tako obisk kot razvoj institucij, ukvarjajo se že 30 let, od leta 1991 do danes, in to tudi številni dogodki, ki so bili ob 30-letnici samostojne Slovenije, seveda na to kažejo, in karkoli se pove drugega od teh kulturnih institucij, je žal omalovaževanje njihovega dela. In mi smo tukaj, da njihovo delo predstavimo objektivno in ga tudi branijo, kajti kulturne institucije v Sloveniji delujejo dobro. Našo odločitev so podprla tako strokovna kot tudi veteranska društva in s to odločitvijo se bo podprlo še bolj raziskovanje in strokovna obdelava obdobja slovenske osamosvojitve in demokratizacije družbe. Ampak to ni vse. Nemudoma smo začeli z drugimi projekti, namreč vemo, da se na ta način ne more sprejemati odločitev, zato smo na področju muzejev ustanovili takoj delovno skupino, ki intenzivno dela in tudi pripravlja reformo muzejske stroke in pa nov strateški načrt. Glede Drame, ki je bila omenjena, lahko z veseljem povem, da smo jo že poleti uvrstili med nacionalne razvojne programe, zagotovili sredstva, ki jih ni bilo, in prav tako smo to postavili za eno ključnih investicij te vlade. Danes projekt teče gladko, po zadani časovnici, vloženo je bilo tudi gradbeno dovoljenje in ga posodabljamo z vsemi tudi sodobnimi smernicami. Ta vlada namreč dela to zato, ker razume pomen kulture za družbo, razume njen razvojni potencial, razume njen pomen
za trajnostni razvoj in nujnost stabilnega okolja in delovnih pogojev, zato da lahko naši kulturni delavci in delavke nemoteno delajo in delajo tudi v javnem interesu. Prejšnja vlada pa je uvedla škodljive posledice na področju tudi medijev. Spomnim naj le na agonijo STA, ki ste jo morda že nekateri izmed vas pozabili, ko je povzročila več mesecev izčrpavanje te naše javne agencije. Prav tako pa smo tudi sprejeli zakon o RTV Slovenija, kjer se strankarska politika po več kot 20 letih umika iz upravljanja in vodenja RTV Slovenija. Temu bo tudi sledila širša reforma medijske zakonodaje, ki je tudi potrebna, kajti imamo 20 let star zakon. Enako je na področju slovenskega jezika, ki prav tako zakonodaja ni pripravljena glede izzive digitalizacije v 21. stoletju. Poleg spremembe zakona pa ste morda ravno včeraj lahko tudi brali, da se dogajajo prav tukaj že prvi premiki, ki smo jih uspeli doseči v mandatu te vlade. Odločno smo podprli slovenski film, ki je bil sistematično leta in leta zanemarjen, prejšnja vlada pa mu je za to leto 2023, v proračunu še znižala sredstva, kar smo seveda mi nemudoma popravili in sredstva dvignili skoraj za polovico. In ko smo se zavezali ljudem pred volitvami in kar smo napisali tudi v koalicijsko pogodbo na Ministrstvu za kulturo, smo odprli dialog z vsemi deležniki, s celotnim kulturnim sektorjem, tudi za pripravo kulturnega modela. Hodimo po Sloveniji, imamo regijske posvete, pogovarjamo se z ljubiteljsko, institucionalno, nevladno kulturo, samozaposlenimi in vključili smo tudi prvič občinstvo, ravno zaradi tega, kajti zavedamo se, da kultura je del vseh in je steber te družbe. Hkrati urejamo položaj samozaposlenih v kulturi, bolniško nadomestilo, ki se je dvignilo, cenzus, iščemo možnosti za urejanje kolektivnih pravic. Zagnali smo projekt Evropske prestolnice kulture, Nova Gorica, Gorica leta 2025, kajti ne boste verjeli, tudi tega prejšnja vlada ni uvrstila v načrt razvojnih programov in ni podpisala pogodbe z občino. Ministrstvo za kulturo mu je namenilo 10 milijonov evrov, redno sedimo, imamo sestanke in ta Evropska prestolnica kulture bo izvedena pod našo vlado dobro in točno tako, kot mora biti. Prav tako, če gremo naprej, Frankfurt, kjer bo Slovenija častna gostja letos. Tudi tam so bili neizmerni problemi in program, ki je sicer bil dobro zastavljen, ampak finančna realizacija in vse ostalo žal ni bilo pod prejšnjim vodstvom nikakor tako, kot mora biti. Zaradi tega smo takoj poprijeli za roke, uredili sredstva tudi v rebalansu, ki ga boste dobili v Državni zbor, bojo ta dodatna sredstva zagotovljena, da se bo lahko Slovenija na tem najpomembnejšem knjižnem sejmu, ki je pomemben tako za gospodarstvo, kulturo in promocijo Slovenije v tujini, predstavljali tako, kot si slovenska knjiga in država tudi zasluži. In zato smo opravili po drugi strani pa v Sloveniji pregled vseh investicij, vse kulturne dediščine, prognali stvari iz mrtve točke in tudi poprijeli za delo tako na občinskih objektih kulturne dediščine skupaj z župani kot na naših državnih investicijah. In tukaj smo zato, da si želimo ves čas v stiku z vsemi deležniki na vladi izboljšati stanje v kulturi. Želimo si, da bi kultura, ki je bila vedno pod radarjem političnega spektra, dobila pravo mesto v kulturi. Temu se je vlada zavezala in to tudi počne. Gotovo bo kultura po našem mandatu v neprimerno boljšem stanju, kot je bila pred tem. V stanju, ki si ga naša izjemna kultura in umetnost tudi zaslužita.